prvi fazi elektromobilnosti v Sloveniji je marsikateri navdušenec te zelene avtomobile promoviral tudi s tem, da jih je povsem enostavno polniti. Doma, v službi, pri trgovino, na ulici, skratka, kjerkoli najdemo kakšno šuko vtičnico ali pa takšno avtodomarsko vtičnico. Ampak potem smo mi manj navdušeni takšnimi štromarskimi zadevami hitro podvomili v te trditve, sploh takrat, ko so nam skozi priprto okno pomolili električni podaljšek, tistega najcenejšega. Ampak potem je streznitev prišla predvsem takrat, ko smo ugotovili, da na takšen lahkomiseln način lahko napolnimo za bore malo kilometrov, da modernega avtomobila, sploh če želimo na kakšno brezskrbno pot, na izlet ali pa na službeno pot, preprosto ne bomo uspeli napolniti čez noč. In čas je, da na elektromobilnost pogledamo s današnjimi očmi, z stališča udobja. Čas je, da naredimo elektromobilnostni svetovalnik letnika 2020. Pardon, letnika 2021. Polnjenju doma gre vedno za udobje. Če imaš ti tisti kabel s polnilcem v avtu, pa vsak dan ga vlečeš iz prtljažnika, vtakneš v avto, vtakneš v šuko vtičnico. Druga stvar je, če prideš samo domov in samo enostavno kabel vtakneš v avto. Ampak sej, lahko poskusva. Imaš v ID-ju tisti kabel, pa da vidiva, kjer bo hitrejši. Ok, kamera teče. Jaz sem že, a ti kaj pomagam? Miha, dajva priznati, da si zgubil, pa da je tole bolj praktično, a ne? Pa ne samo, da je hitreje, tudi manj umazana je. Ampak v resnici gre pri domačih polnilcih bolj za vprašanje nadzora polnjenja. In tako kot so, rečemo temu, neumne polnilnice, zgolj neki usmerjevalniki, ki znajo tok usmeriti po pravih žicah, so pametne domače polnilnice v resnici pravi računalniki, ki znajo komunicirati z računalniki v avtomobilu in pa z računalniki, ki so v internetu. Pametna polnilnica mora omogočati dinamično polnjenje avtomobila, se pravi, da ona zna z avtomobilom komunicirati, da se avto polni s tako močjo, kot je tisti hip na voljo. In kot drugo, mora znati na drugo stran komunicirati in biti povezana z nekimi zalednimi sistemi, ki pa lahko povedo od tega, kakšne so tarife in seveda potem polni takrat, kadar je ceneje, ali pa da je povejo pač, koliko je za njo tisti hip moči na voljo in ona s tako močjo potem komunicira to moč z avtom, da se avto s tako močjo polni. Spravi to, da mi lahko samo pogledamo na telefonu, kolikrat smo v preteklem mesecu polnili, pa koliko smo energije porabili, to ni pametna polnilnica. Pametne domače polnilnice so seveda z svojimi zalednimi sistemi, ki so seveda nekje v internetnem oblaku, povezane s klasičnimi žičnatimi Ethernet povezavami. Ali pa še lažje preko usmerjevalnika wireless, ki ga imate tako ali tako za povezavo z internetom doma v vaši hiši. No, takšne javne polnilnice pa so večinoma s temi sistemi povezane preko klasične LTE brezžične povezave. Se pravi takšne, kot imate tudi v vašem pametnem telefonu. Ampak poglejmo raje, kaj potrebujemo doma, da lahko namestimo domačo pametno polnilnico. Da inštaliramo, seveda ne, treba je najprej pogledati, kakšen je dovod v hišo do glavnega števca, kakšne so glavne varovalke. Večina hiš v Sloveniji ima 3x20 amperske, torej trifazni, to lahko tudi 3x25 amperov in to je dovolj. Beseda dovolj je na tem mestu upravičena, če uporabimo load guard. Tako imenovani load guard gre za dodatno zaščito, ki poskrbi, da nikoli ne pride do preobremenitve sistema in to naredi tako, da zmanjša moč polnjenja avtomobila. Z load guardom praktično ne moramo skoraj nikoli reči, da je premalo močen priključek. Kvečem se nam lahko zgodi, da avto ne bo toliko napolnjen, kot bi si želeli. Električne naprave v naši hiši so torej vedno na prioritetni listi. Ampak kako potem poskrbimo, da bo tudi avto prišel do svoje hrane? 3x16 to je 11 kW, to je sicer maksimalna moč, ki jo recimo ID.3 zmore, pa že 4 kW več kot e-Golf recimo zmore. In zdaj, če imamo mi omejevalnik polnjenja 11 kW, mi lahko pustimo avto, da se polni na polno, če bomo recimo 6-7 kW porabili tisti hip za potrebe gospodinjstva, pralni stroj, pečice in tako naprej,
bodo za avto ostali 4 kW, ker imamo load guard in pametno polnilnico, pa pač polnilnica zmanjšala moč polnjenja, dokler ne bo dosti nizko, se bo pač avto samo 4 kW polnil. V Sloveniji pa imamo tudi starejše hiše z zgolj enofaznim priključkom. Enofazni priključek seveda pomeni to, da se bo avto enofazno polnil. To pomeni, da se lahko recimo en tak avto, kot je ID.3, namesto z 11 kW pač polni s 3,6 kW. Spet, če to števa samo v nočno tarifo, 8 ur po 3,6 kW je več kot 25 kWh, to je 150 km s tem avtomobilom, kar je spet 3-krat več kot povprečen Slovenec na dan prevozi. V teoriji bi torej res lahko bilo dovolj imeti tudi enostaven ali pa celo enofazni priključek, ampak če drugega ne, to vsaj udobno ni. Če želimo, da bomo v hiši lahko tudi normalno kuhali na indukciji, pekli v pečici, pomivali posodo, prali, sušili perilo in se ob tem še greli z toplotno črpalko, potem je priporočljivo, je pametno imeti vsaj recimo trifazni tok 3x20 amperov ali pa celo 3x25 amperov. In to pomeni tudi 755 €, ki jih date državi za omrežnino. In potem je to klasično vprašanje, kako smo lahko z takšnim zelenim avtomobilom zeleni tudi v praksi, če pa uporabljamo nezeleno električno energijo. No, v Sloveniji ta hip popolnoma sončno samooskrbni še ne moremo biti. Ampak lahko pa smo veliko bolj, če na streho naše hiše namestimo sončne celice. Ampak kako to v praksi sploh poteka? Če elektrarna proizvede več, gre pač v omrežje in nič hudega, če proizvede manj, pač iz omrežja vzamemo. Je pa seveda super, da namesto, da elektrika potuje po omrežju gor, po omrežju dol, kar tudi omrežje obremenjuje, da je recimo polnilnica dovolj pametna, da katkole čez dan polnimo avto, kot danes, ko je sončno, najprej pobere elektriko iz sončne elektrarne in šele potem višek gre v omrežje, oziroma če je premalo, šele potem iz omrežja vzame. Ne pa, da kompletna poraba iz elektrarne bi šla recimo v omrežje in se potem po istem omrežju vračala. Kaj pa takrat, ko ste s takšnim avtomobilom na poti? No, v prihodnosti se obetajo spremembe, ki bodo samo še bolj poenostavile rabo električnih avtomobilov. Namreč v prihodnosti boste takšen kabel zgolj vtaknili v svoj avtomobil, pa se bosta polnilnica in pa avtomobil zmenila vse potrebno sama od sebe. Ampak nismo še tam. Danes za polnjenje električnih avtomobil potrebujemo takšne kartice. To pomeni, da moramo biti registrirani pri posameznem ponudniku takšne storitve polnjenja. Se pravi, največ Slovencev uporablja recimo kartico Petrola ali pa kartica Elektro Ljubljana. Novost pa so kartice, ki jih dobimo neposredno pri proizvajalcih avtomobilov ali pa pri njihovih lokalnih prodajalcih. Se pravi, gre za kartice, s katerimi se preprosto identificiramo na katerikoli javni polnilnici, od kateregakoli ponudnika. Za samo energijo bo poskrbel kar proizvajalec oziroma predstavnik znamke, mi pa bomo na koncu avtomobilistu plačali en sam poračun naše uporabe javne elektrike. Takšno storitev obračunavanja danes ponuja marsikatera avtomobila znamke, ampak ne pa vse. In to je pomemben podatek. In potem so tu aplikacije. V resnici gre za povsem enako zgodbo kot recimo s samimi karticami, s to razliko, da se s kartico direktno identificirate pri sami polnilni postaji, preko aplikacije pa gre povezava s polnilno postajo preko interneta. Iz telefona preko interneta direktno na polnilnico. Najpogostejše aplikacije, ki jih Slovenci uporabljajo, so recimo Gremo na elektriko, OneCharge, PlugShare, ChargeMap, Charging Station ali pa seveda recimo aplikacije, ki jih dobite kar pri avtomobilskem proizvajalcu. Imamo pa tudi aplikacije, s katerimi uporabniki električnih vozil obveščajo drug drugega, katere javne polnilnice so dobre in katere so neučinkovite. Zakaj je to pomembno? Poglejmo primer. In nauk zgodbe je, da je tudi elektromobilnost vse bolj igra velikih igralcev. Le ti lahko zagotovijo udobje.